Ljudje in ljudine, poslušate 142. epizodo, 5. božični specialc in 12. epizodo v živo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, obeleženi brez odboja in dekonstruirani, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, in Aljoša Harlamov, tokrat z nami, tokrat znova z gostom in znova z debitantom pri nas, in sicer je z nami igralec, scenarist in producent in nasploh velika ljudina, Dejan Krupič. Dejan, živa. Kako si? Odlično, sem se kar zabaval v filmu, tako da... Si se, tudi da gledaš kakšen film, pa ti je cool, ali kaj? Ja, probam, I do try. Ok, lepo. Skratka, Dejana gotovo poznate, če pa niste gledali, a je še dvojka v kinih, je, valjda? Ja, mislim, da je še, čeprav zdaj ga Avatar mal zriva, ampak ustraja. Se pravi, glej, Prehoster 3D. Skratka, današnjo epizodo torej snemamo v živo 23. decembra v Slovenski kinoteki v Ljubljani, potem ko smo si ravno kar ogledali film Super 8, o katerem bomo seveda govorili, in da dokažemo, da tole res snemamo pred živim in še kako živahnim občinstvom, bom zdaj prosil občinstvo, da se oglasi. Občinstvo, oglasi se. Hvala, občinstvo. Drugič še boljš. Če filma slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte ga, dostopen je na novem pretočniku, ki je od nedavnega na voljo v Sloveniji, in sicer Sky Showtime, in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno opravili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, vas bolj zanima naš pogovor, pa se udobno namestite, pripravite lažno kri, lažen smeh in akcija. Maestro, eno eksplozivno. Skratka, super, mi smo ravno kar pogledali Super 8, kar pomeni za tiste, ki tole zdaj poslušate doma v zavetju, kaj zdaj vem, kavča, pod Dejo, da vam ne bomo zdaj tega obnavljali, to je film iz leta 2011, gre se o tem, da neki mulci naletijo na nezemeljsko bitje in to nezemeljsko bitje se nekje skriva. Zdaj sem mogoče preveč vseeno, no. Skratka, 2011 je film, uvrščamo ga v znanstveno fantastiko, akcijska srhljivka, tudi mladinska pustolovščina, režiral in napisal ga je J.J. Abrams, ki ga najbrž poznate kot soustvarjalca serij Felicity. Gledam med publiko, če kdo zgleda dovolj star za Felicity. Ja, absolutno so ljudje, ki so gledali Felicity. Alias Lost, Fringe, režiral je Mission Impossible 3, Star Trek Into Darkness, režiral, produciral in sonapisal je tudi The Force Awakens, bil je izvršni producent The Last Jedi in režiral in sonapisal je tudi The Rise of Skywalker, za kar smo mu večno hvaležni. Soproducent tega filma je bil pa tudi Steven Spielberg, o katerem bomo danes veliko govorili. In če gremo na hitro skozi igralce, ker jih ni toliko veliko, ker so pač večinoma še mulci. Joel Courtney igra Joea Lamba, glavno otroško moško vlogo. Poznate ga iz The Kissing Booth od 1 do 3, a to kdo pozna? Ja. Res? Ja, po mojem, da so gledali z mojo, ampak se ga ne spomnim s tem. Sam film poznam. Ok. Enko ali dvojka, trojka, vse. In pa Elle Fanning, ki igra Alice Daynard. Za tiste, ki ne veste, Elle je debitirala v vlogi mlajše verzije svoje sestre Dakota v I Am Sam 2001, igrala je v Bablu, The Curious Case of Benjamin Button, Maleficent 2, zdaj pa tudi dost v neodvisnih filmih in pa trenutno igra, mislim še vedno, igra cesarico Katarino II v seriji The Great, ki je na HBO-ju, če se ne motim, ne? Ja. Tako, na HBO-ju. Potem so še nekaj par igralcev, mogoče seveda najbolj znani je pa seveda Kyle Chandler, ki igra očeta Joela Courtneyja, se pravi deputy Jacka Lamba, to je namestnik ali je to pomočnik šerifov, pomočnik Jack Lamb.
ki ga najbolj se ga spomnite, največ tudi nagrad je dobil za Friday Night Lights serijo, drugače pa tudi iz King Konga, Zero Dark Thirty, The Wolf of Wall Street, Slumberland je zdaj na zadnje njegov film, ki je na Netflixu, ampak ni posebej dober. Glih 2 minuti je od tega. Ja, no, gledaj, 2 minuti. To je na zadnje, no, to sem naštel za to. In to je tisto, kar rabite vedeti o tem, nucnik za tale film. Zdaj bomo pa kar šli naprej, pa mogoče za začetek, kako se vam je dopadel film. Naš gost ga ni že dolgo gledal, a si ti dan pogledal film, zdaj mislim, ta teden nisi verjetno. Ne, zdaj ga nisem hotel, ampak sem ga pa že pogledal dolg nazaj. Ja. In je bilo fajn ponovno obiskati po tolikih letih. Pač, ko gledaš film starejši, pa z malo več izkušnjami sveta filma, prebereš vse te joke, šale, ki so dodane za production value, od Kazinskija, ne Kazinskija, pozabil se, ko se izgovori, je ostal z mano, ker vedno, čeprav to je bila producentska naloga, bi rekel, ampak recimo, da je bil producer / direktor, in ta production value me je toliko nasmejal, ker recimo prej ne bi temu pripisal, tako da sploh tista cela sekvenca na železniški postaji, ko so snimali ta prvi prizor, je bila fantastična, prav insiderska malo, celo bi lahko rekel. Si se kaj prepoznal? Ja, recimo vedno mislim, sploh v celi zgodbi teh otrok, v bistvu sem videl malo nas noter zares, ker smo delali, sicer smo bili 20 let starejši, ko smo delali mi prvi film, ampak ta nek entuziazem pa želja po temu, da naredimo nekaj tako nostalgično se tu zbudila neko meni, tako da je bilo ful lepo. Ta leta nazaj, ne vem koliko kdaj že to bilo. 6 let nazaj, davna zgodovina. No, pa 2 let pred pripravo 8. Ja, okay. To pa je že mičkem bolje. Skoraj 10 let je. Ja. No super, skratka dopadal se ti je. Ja, jaz imam zelo rad te Hollywood entertainment filme, ker pač logika ni toliko pomembna, res neke kronologije tudi ne, ker malo skačaš naokol, so pa zelo močni čustveni motivi za like, da kaj naredijo. In mislim, da je to dosti dober drive za gledalca tudi za to, da gledaš. Ampak vedno se sprašujem o teh filmih, ali je to E.T. ali je to se pravi Super 8, ki me zelo spominja, kot vse verjetno na Stranger Things, pač copy-paste v bistvu. Kako te otroci preživijo vse te pošasti in umore, a to pa rabijo nekega psihoterapeuta, ko se film konča in je pa bi bila nadaljevanje filma bolj neka terapija teh otrok, ker vse tako odraslo dojemajo, ker fuck, šerif je mrtev, ok, no gremo naprej in grozna nesreča z vlakom, ampak si pa probujem nekako racionalizirati to v glavi in si rečem, ok, to je verjetno predstavljeno z perspektive otroka, ko on to razlaga svojemu prijatelju in je valjda v tej zgodbi svoji, on poguman je rešil svojo punco. Je pa tudi všeč mi pri tem filmu ta podtekst, zares to med vrsticami, ker gre zares v bistvu o žalovanju in odpuščanju sina in očeta in tudi oče odpusti v bistvu temu fantu, moškemu, pozabljam imena, malo so slab z imeni, ki ni vzel smene, se ga je zapil in je zato njegova žena umrla v nesreči in v prvi ljubezni med tema dvema. Tako da to se mi zdi tudi poleg vse te nelogike, te hollywoodskega blockbusterskih eksplozij, kako lahko vlak tako z enim avtom. Ja, en bogi džipek. Ja, to je dober začetek, ja, kako lahko, mislim, marsikaj se tu človek vpraša, kako kaj lahko. Mislim, je tudi všeč, kako on to rešil v filmu, kao, ne, mislil sem, da to ni možno, kao, očitno je. Gremo dalje. Skratka, Mito, Igor, kako je vama bil všeč film? Ja, vedno bolj mi je všeč, v bistvu, kljub temu, da imam hkrati neko izostreno kritično noto do tega, ker se mi zdi, da bolj sem kritičen do Abramsa samega, ne? Kako se je v bistvu malo spridil skozi naslednje filme, ki jih je delal, ker tle mi deluje malo svež, malo bolj zanimiv še. Ampak sam film
zgodba, pa me, zdaj mislim, da sem kot četrtič gledal, me pa vedno bolj noter potegne. Ne. Tako da, malo sem tak razdeljen pri njemu, ampak mi je kul, mi je super, mi je všeč. Ja, meni je tudi, moram reči, vsakič boljši in tudi tisti končni video, ki pač je film The Case, mi je vsakič boljši. Mislim, je prvič bil genijalen in potem res vsakič komaj čakam, da bo in pol, wow. Ja. Ja, ta končni izdelek je prav lušten. V bistvu res ne vem, zakaj so $100 milijonov vrgli v cel ostali film. Tisti Case bi naredili. Se mi zdi, da je napovedal s tem filmom na koncu ta novi val teh nekih modernejših filmov, ki so tako zelo hitri rezi in zelo akordliki. Mogoče iz tega prišla inspiracija. Za Mumblecore. Za kakšne te awkward filme. Mumblecore. Ja, to je pravzaprav en kup nekih zanimivih vprašanj, oziroma tako, ampak jaz bi mogoče za začetek tisto, kar smo že nekako v našem akronimu danes rekli, pa je to mogoče vprašanje zate, Mito. Seveda za tiste, ki vas zanima, tudi Ana je že na začetku omenila, za tiste, ki poslušate, govorimo o Ani Šturm, je omenila, da seveda v ekranu lahko preberete naš članek o tem filmu, ampak danes ga bomo seveda malo še razširili, ker pač ekran nima dovolj strani za vso našo ekspertizo. Ampak hotel sem reči, Mito, tebe najprej seveda začetek, da nam razložiš, zakaj ta film zgleda tako, kot zgleda. Zakaj so vse te bleščeče luči, odbleski, zakaj vse to zgleda tako filmsko, magično, čarovno. Vse pisto Dejan je že omenil, ne? Ta film se zelo zgleduje po Spielbergu, predvsem Spielbergu. Ne? Zdaj ni zgolj E.T.-o, ki mislim, da je glavni navdih sicer, ampak tudi, kako je že no ta... Goonies. Niti ne Goonies, kot pa tretja vrsta, ne? Bližnje srečanje, tretja vrsta, hvala za telom. Pa hkrati ima pa še ta nek post 9/11 zasuk z War of the Worlds, ki pa tudi Spielbergov film. Ne? Se mi zdi, da takšen konglomerat tega. Ne? Hkrati pa ima full vizualnih virov v teh 80-ih, zraven anamorfnega formata, pa ti njegovi brezvezni lens flare, ki so vse povsod. Da ne govorimo o svetlobi, pa luči, pa nastavkih, ki so jih 80 napram 70 naredila, ne, ta oster MTV-evski kontrast, ki 70 v kontrastu s tem so zelo naturalistična, pa mehka, pa tako naprej. In to je vse njega navdihovalo. Ne. Mislim, da s tem filmom nekako on tudi, se smo to v članku omenili, ne, v bistvu skušal najti to koreninco noter, pa Spielberga sam pri sebi, pa svoj navdih, Vojno zvezd, pa kako to potegniti, pa vse na novo zastaviti, kako bi to njega vlekli naprej in ga tudi vleče naprej. Ne. Vsi njegovi nadaljni filmi, ki jih je delal, so v bistvu najsnovito, ne, ta zadeva, ne, čisto. Lens flare. Totalno. V enem intervjuju je prav, pozabil sem zdaj ime fotografa, ki je delal na tem filmu, ampak za revijo American Cinematographer je malo opisal postopek snemanja tega filma. In pač ja, Abrams je po nepotrebnem metal noter tele lens flare, tudi če ni bilo, če sploh ni nobenega konceptualnega razloga, da so noter je on tam z neko lučko svetu, zato da ja dobi to dodatno doslikavo, ne, teh lens flare, ker pač njemu so cool. In to je edini razlog. Zadnji kader je bil lens flare v bistvu. Ja, čist. Je poleti. Čist. Edino, kar temu filmu manjka, da bi res bil 80 še, je tisti kak freeze frame, veš. Ne, pa potem, da bi napisi zalaufali, ne. Ker vse ostalo je pa čist totalno po tej liniji. Ne. Jaz sem užival v teh followingih vedno, ko se stopnjuje neka tenzija in ko gre s kamero skozi noter in se glih obrne v tem trenutku. Malo pogrešam to zdaj v bistvu v teh sodobnih filmih, tako da lep pristop se mi. Zdaj sem tudi nekaj sem bral po moje, da ker tako vedno me zanima, kako je, če že v Sloveniji snemaš z otroci vedno problem, ker jih imaš lahko določeno število ur na setu, pri nas samo 4 ure v bistvu, potem pa morajo iti. In so tukaj lahko snemali, mislim, da z njimi samo do polnoči in so s 3 kamerami mogli snemati in pač osvetliti prizor tako, da... V bistvu, če se ne motim, so nastavili prizor tako, da pač ja, da snemajo čim hitreje, bolj ta, kako bi temu rekel, soap opera style, da postaviš luči, pol pa kako kamera pade, ne? Sicer je 3 postavil, probo posneti čim več materijala naenkrat. Ker ja, mislim, da so... Se v tunelih se to najbolj vidi, ker tako, dajmo sveti s tistim iskricami, ampak svetloba iz vseh strani prihaja. Tako da, ja.
Ja, skratka, to je ta lens flare, kako smo temu rekli po slovenščini, neki odbleski. Ne, tako, To sem probal nekako prevesti. To si ti prevedel, seveda si, ampak. Jaz temu rečem doslikava kadra. Ok, doslikava kadra je tudi zelo lepo, Mito, hvala. Sem da pač tako, da skrbimo tudi za slovenščino, to se mi zdi lepo tukaj pri nas. Tudi Dejan je že omenjal seveda to, kako tukaj on precej ekspertno Abrams nastavi te svoje like, zelo je to Spielbergovsko, skratka imamo ta odnos foter, sin, to je taka tipična Spielbergovska postavitev, glavna lika in seveda njuno nerazumevanje, njuna nekomunikacija, najprej vidimo seveda te prizore, ne pogreba, kako se reče, pogrebščine, Sedmine, hvala, že dolg nisem bil, noč me ne vabijo več. Skratka, sedmine in tam skratka dobimo takoj jasno vzpostavljene like, še on pride se kao opravičiti in ga on kar aretira, ker pač šerifov pomočnik to lahko. In takoj dobiš vse odnose jasno postavljene. In potem hčerko še v to upleteš, imaš dejansko vse in takoj že ta verižica s tem portretom. O tem je Abrams v bistvu odličen. Za njega nekako pravijo, ful dobro začne zgodbo. On zna zgodbo super nastaviti. Ve, kaj zlike delati, ampak ne ve pa jih zaključiti nikak. Vsi, ki smo gledali ne vem koliko preveč sezon Lost, lahko pritrdimo. To še mene čaka. Prav Fringe, Fringe proti koncu tudi postane. Skratka, on ima vedno problem nekako zaključiti zgodbo, tudi tle se mi zdi, da je v bistvu nekako zgine ona ladja in to tudi, kako razrešiti neke osnovne konflikte med tem fotrom. Ni zgolj, da ladja zgine, ampak odnese s sabo tudi obesek, ki na simbolni ravni. Ja, in to vso travmo odnese. Se Dejan je rekel, terapija jih čaka, ker droge, alkohol smo demonizirali, tako da res je zgolj še to za njih. No, definitivno je pa to, tako kot sem rekel, zelo poučen film, to lahko šole pelale otroke, ker to dobesedno rečejo, droge niso rešitev, vidite tako, tudi v končni fazi umetnost sama po sebi ni rešitev, če ti s fotrom ne rešiš, ker ti ne bo posodil kamere za naslednjič. Ampak po drugi strani eksplozivi pa so kul. Ja, to pa so. Jaz tudi mislim, da so. To, kar je Dejan omenil, zame je to ena najbolj kul železniških nesreč, kar sem jih kdaj v življenju videl. Nisem jih dost, moram priznati, ampak res mislim, kako uspejo, ti vagoni se kar sestavljajo, zadevajo, mečejo, skačejo, raznaša neke stvari. Un tip, ki pa je iztiril vlak, je pa še živ. Ja. Če bi bil Steven Seagal na tem vlaku. Mogoče je to manjkalo. Kako bi prevedel? John Voight, ali ni eno? Foreshadowing v slovenščino. Zelo slutno. Ja, lepo je to naredil z liki, s tem, kamarad petarde. Tako. In te pokalice, vse sam čakal si, kdaj bo to uporabil. Končno, tukaj je zdaj na vrsti. Če smo malo pri likih ravno dobro razumel vloge bruhalca, bil to nek komični oddih od drame, pa v bistvu njegovo zgodbo je bil sam, pa tistega, ki je igral predsednika tisti je bil samo zato tam, da na koncu ima ekspozicije, da foter gre do njega, pa reče, kje so. First you have to see this. Zelo vlada te stvari in tudi ekspozicijo, nekako se kar filme najde v uniprikolci in pa vse pogledajo in ti je tako v 3 minutah ti vse pojasnijo. Čist v redu je bilo že zmontirano tisti film, pa ko so vklopili random kaseto zraven, je vse razložilo, kaj se zgodi na filmu. To se meni vedno zelo prikladno. Ne, vidi se, da v bistvu Abrams je prvenstveno kinetičen avtor, tako sem izrazil, ker vse rad ful hitro meče naprej. Vse, da ni, tudi ko se želi, ali pa bi film potreboval nek čas za razvoj, ali pa dramo, ali pa kakorkoli, on kar hitro tiši ven, oziroma naprej. Pa tudi njegova kamera v bistvu se potem tako točno na ta način pogovarja s to isto zgodbo ali pa s tem konceptom. Vse mora šibati, vse se mora dogajati, trest, bleščati in kakorkoli. Kljub temu, da v bistvu je mogoče mestoma res štorast pri tem. Ker sem jaz opazil po večjih gledanjih tega filma. On ima furat pri teh dramskih momentih ekstremen close-up. Ta ogromen obraz, ki bi nekako izžareval neko hudo dramo ali pa čustvo ali pa nekaj, ampak ponovadi niti ni toliko tega
tam, da bi to upravičila. Ne? In je malo štorast, se mi zdi, mestoma. Ne, se tudi delo z igralci je ful odvisno. Te otroci so pravzaprav eni boljših igralcev v njegovih filmih. Ne? No, ja, to že, ampak ne, mislim, naprimer, ja, vem, ampak pri teh close-upih to ful naredi. Ne? Tukaj se mi zdi, da je to celo boljš kot običajno. Mogoče res, ampak naprimer med Jackom pa Fotrom, ki se piše Dejnard, v avtu, kjer se ona dva po nekem res glupem, ne vem, kako bi temu rekel, kao ona 24 meseca nista mogla dobiti, da bi si zgolj ta en bogi stavek izrekla, kao pač nesreča je bila, sorry, dec, ok, gremo dalje. Tako sta ona dva rešila, vesta. To je bilo zelo hitro. Meni je bilo zanimivo posnet, torej close-up Deidra, pol pa samo usteca, v bistvu Fotra, it was just an accident. Pa gledaš, pa kaj veš, mislim, to čuden. A sebe govori ali njemu govori? Ja, sebe pripričuje ali da je njemu, ok, ja, nesreča je bila, v redu je, gremo lahko naprej. Ampak ja, do tega trenutka, kar se strinjam, ful, je bilo tako zelo površno pripeljan. Ok, gre iskati zdaj svoje otroka, za njiju naj skrbi in zdaj je to... Ja. Nisem dobil tega... Tako zelo, a veš, to mogoče... Ja. Ta njegova hitrost potem požere take zadeve. Ne? Tudi krek med Alice pa njenim Fotrom, da zopet, ko je on pijan na tistem sedežu, vem, v enem intervjuju sem prebral, da so najprej posneli, da on stoji. Ne? Ampak je to bilo potem na traku izgledalo ful bolj grozeče, ne? Nek pijan Fotr, ki potem na njo bla. Pol so ga pa v naslednjem tejku posedeli in je dosti boljše izgledalo. Ampak zmontira pa posname pa tako hiter, da v bistvu kao imaš samo, ja, kar eskalacija, kao bod tako mati spizdi. In kar naenkrat so že zven izbajte, pa se že lovijo, pa že nesreča, čao, ne, pošast, gremo dalje. To je varianta malo tudi na It, ne? Kingov, ki imaš prav tudi odnos zapiti Foter, pa ona hčerka, ki se druži s fanti in vse to. Mislim, da tam je ful bolj pač na horror narejeno, tukaj pa so potem to resno ugotovili, kako hitro moraš odrezati, da ti ne izpade horror in da omogočiš pijancu, da imaš redemption pol. Že, to ti dam do neke mere prav, ampak če bi pa tukaj Spielberga noter v mix vrgal, pa primerjaš njegov pač reševanje takšnih zagat ali pa dram, ne, je pač vse Spielberg je isto kinetičen, podobno kinetičen, ampak je pa bolj jasen, se zna ustaviti in tu se mi zdi, da v bistvu takšen feeling imam, da v bistvu Abrams ima rad slikce. On ve, kjera slikca mora biti zdaj v točno tem trenutku, ampak mogoče ne ve, zakaj je ta slikca točno v tem trenutku. Veš, ve, kaj mu je všeč. On totalno ve, kaj mu je cool. Torej, basically je Snyder. Mislim, da mogoče oni si upam misliti, da mogoče razmišljajo samo, ok, potrebujem neko motivacijo za ta malo, da gre ven in kaj bi to lahko bilo. Gremo začeti od začetka, ki je pijan, pa žalosten obenem, da umilimo to neko grozeče stanje njegovo, ker pijan Foter pa zelo mladoletna hči je hitro lahko kaj čudnega. In po mojem to samo nek mehanizem za to, da je ona šla, sploh se ni ubadal preveč s tem. Važno je, da jo pošast na koncu vzame, da moramo potem za naprej jo zaiskati in da lahko mladi junak naš Joel v bistvu gre za njo. Ampak se ni posvečal. No, ampak če smo že pri tej zgodbi, ampak je kompleksno, mislim. Zakaj? Seveda, ker je mora Foter videti pri ugrabitvi, zato ker je nujno, da Joel komunicira s Fotrom, preden gre iskat pač svojo punco, zaradi tega, da ji on pove, da Foter skrbi za njo in nje takoj klikne, Fotra skrbi za me. A veš, vse to je, mislim, je na hitro, ne? Ampak vse je pa tako, in to je tisto, kar Hollywood, ta entertaining Hollywood, ki je denominal, zna zelo dobro narediti. In kar včasih mogoče kakšnih evropskih produkcijah se ti zdi, da rabiš pol ure nekega zapleta, konteksta pa to, zato da dobiš isti efekt v resnici na koncu. Ne? In tukaj mogoče je pa seveda pa izpade tako, no, mislim, tisti prizor v avtomobilu, ko so ona dva tako na poti, pa zmenta, vse je pač tako dobesedno, kaj vse moški naredijo, da ne rabijo hoditi na terapijo. Resno, mislim, a veš, tudi Aliena bo šli iskat ven, karkoli, samo da ni treba, ne? Samo da, pa mim glede se bo pač tako, tako, plačenje v oske uniforme, to obvladamo. Zdaj, Igor, nekaj si hotel? Če se lahko malo vrnemo na ta entuziazem otrok, ki snemajo film, pa ko imamo glih tebe tu, koliko je to da neki meri pristno prikazano. Rekel si, da ste se videli not v tem, ampak
koliko je tu nekih sporednic. Zdaj te sprašuje, koliko otroci ste. Ja, zelo otroči. Predvsej drugače. Imeli smo zelo malo preme, ampak ta entuzijazem. Čakaj, zdaj manj opreme, kot ti otroci, kaj hočeš reči. Pol kamere. Imeli smo eno kamero. Mislim, fotoaparat, ja, da je Luka imel Panasonica Lumixa. Od stare gare, od Miha pa od Jana smo si sposodili Ninja za snema, da lahko snemamo v 4K. In potem je Lev prinesel neki lučk svojih. David, ki je snemal zvok, je imel 2 bubici, ki si jih je sposodil in enega buma. Ostalo pa vse lahko pripišemo entuzijazmu in temu, da bomo pa uslugam dobrih ljudi v okolici, ki jih poznamo že dolgo. Tako da jaz mislim, da entuzijazem je zelo pomemben, ker nadomesti tudi neznanje, neizkušenost in samo greš naprej. In hočeš nekaj narediti. Mislim, ker te otroci, oni so se hoteli prijaviti na ta film festival, oziroma filmski festival, mi nismo imeli želje, ker smo bili tako, itak nas vzeli, prehitro gre vse. Komedije. Komedije so že tako, se mi zdi, v filmskem svetu dane malo na stranski tir. Vse te resne nagrade, mogoče se zdaj to malo spreminja počasno, ampak vse resne nagrade filmske nikoli ne gre komediji, vedno so drame in tako, kar ni nič narobe, super. Ampak na zadnji Oscar je dobila komedija. Koda? Mislim, komičen film. Ja. Komičen, ja, recimo žanrsko raznolik rečemo temu. Komično je bilo, da je tudi nagrado dobro. Ja. Ampak tako, pravi komedija, če rečemo. Tako da, glavnem, entuzijazem nadomesti veliko tega, pa nekaj veliko samokritičnosti zraven, ker mislim, da je otroci nismo imeli kaj na filmu, mi smo imeli pa tega kar veliko, ampak smo prosili pol, mislim, vedeli smo, v čem nismo dobri in smo zato iskali ljudi, prosili ljudi, da pridejo nam pomagati, vedeli smo, da rabimo direktorje fotografije, smo dobili Štiha in Leva in sta se super izkazala. Luka je imel vedno željo režirati, na srečo smo se pač družili in in tako nekako, vse ostalo pa napake pa učenje, pa smo probali to pri drugmu malo. Pa je bil to za večino prvi projekt en tak večji, mislim, velik gotovo, no? Ja, mislim, se zgodba originalno gre, da je Hoster na začetku bilo planirano biti serija, zares sitcom. Mi najprej smo šli do TV3, je bilo ne, potem smo nekako prišli do Pop TV-ja, ki mi je bilo ful zanimivo in so se z Miho Macinijem dobivala, ne, če bih zadovoljen, da to povem, ampak whatever, se je potekla klauzula, da bi zasnovali to kot serijo, kot pomoč, ampak nekako ni šlo naprej. Ker njegov nasvet je bil, da je to bolj delati v smislu, kot Mark, ki pride iz Ljubljane na vas, se zaljubi v Tatjano, ki je pač tam sobrcem. Tako ne, ni to fora je v tem, da pač pošiljaš v kurac ljudi, ko imaš slab dan in investitorji in ta neka zgodba. Tako da potem so še tam skenslali in v tistem trenutku se je zdel pač lažje narediti film v Sloveniji kot serijo, ker za nas, snemali smo 20-24 dni, uro pa pol materijala, če bi pa hodili serijo delati, bi pa rabili 25x10, 150 minut, še enkrat več, še več časa, še več vsega, več scenarijev, več vsega, tako da smo nekako vse, kar je bilo, kar smo nabrali do zdaj, vse te neke zgodbe, pa ideje, zašto se za joke dala skupaj v film in problem napisati based on loosely, oziroma rahlo navdihnjeno po resničnem življenju. Ker temu prijatelju, ki ima ta penzion, ker smo snemali, dejansko enkrat se pripeljal nekdo s hamarjem in mu pač predlagal, če bi tam imeli zares
prodajalke ljubezni, kako ne rečem, zvečer. Seveda je bil dogovor, koliko denarja, so rekli tok, rekel, pa ne. In tako se je ta zgodba zaključila, tako da smo imeli to neko inspiracijo iz tega. No, dobro, ampak pri drugem filmu ste pa imeli Kašak Pečka. Ja, to je tudi zanimiva zgodba. Z mojo drago so sedela pred televizijo in tisto leto je bilo tistih reunionov, se pravi obletnic, Franci so imeli reunion, Sex and the City je bil reunion. In gledaj, kako jih mineva 5 let, kaj pa če bi naredili v Sloveniji en prhostrski Christmas special, božični special, ne? Ker jaz ga zares še nisem, mogoče šlo mi mene, pa ga še nisem videl. In glede na to, da mogoče sem še bil malo pod vplivom Midnight Massa serije, in sem tako, zakaj v Sloveniji ni nobenih filmov, pa so recimo serij komičnih, ker so ful močni verski motivi, zares. Ker to pogrešam, Američani imajo to, Angleži imajo to, Španci imajo to, jaz poznam ful verenega folka, pa nekako se skozi izogibamo okrog tega, da gremo na gazit, zakaj pa ne. Ampak ne tako, kot da bi se norčevali iz tega, ampak pač Christmas, božični duh, gremo biti skupaj. In je bilo, ta drug film je bil na začetku mišljen kot 45-minutni božični special in sem se usedla in začela pisati in je bilo potem namesto nekih 40 strani, to kar 80 strani. Tako, to ne bo glih to, plus ne bomo ga mogli tako hitro posnet, pa itak je že zgodba šla čisto v neko drugo smer, tako je pa nekako nastal film. Prej smo se pa pogovarjali s ProPlusom, s Papom, da bi to financiral, ker so pač prišli zraven, in potem so nam pomagali s financiranjem filmov in smo šli snemati Dvojko, ki je bila zelo bolj... Ko bi rekel, pristop je bil bolj profesionalen, kar zares pomeni malo bolj dolgočasen v smislu, ker je tako pač profesionalno, no, če rečem, pa sediš tam in na vrsti si, greš pred kamero, da zdaj bo smešen, veš, tako folk ful, tako pa, kaj so te intervjuje, kako je bilo na snemanju, dolg čas, ješ sendviče, pa piješ kavo, pa moš, mislim, dolg čas je, če nisi v centru dogajanja. Če si v centru dogajanja, je najbolj. Pa še, pač, ker se vse okrog tebe vrti. Tako da, za razliko od prvega filma, ker nas je bilo pa 7 in je mogel vsak vse delati in tako nekako je zaživel skozi nas. Tako da je bilo pa tako bolj profesionalno, ampak smo ga naredili. Mislim, sem dokazuješ, kako te denar pokvar. Ja, res je. Do dolg cajt. Ja. Tako da jaz mislim, da Ministrstvo za kulturo dela prav, da ne daje denarja slovenskim filmom. Še manj filmom. Še manj boljše filme boja. Ne, hecam se, jaz bi sem... Seveda, da si ja, mogoče. Jaz bom sem na tej točki povedal, da pač to je, letos je tak en moj lep december v podcastu Bod, ker dobivam svoje cool goste, pač skratka, smo imeli zdaj 2 super gosti zapored, zdaj pa imamo Dejana, ki je tudi tako moj najljubši lik pri Ostarju si in res mi je tako, jaz pač ne morem, ko se ti smejiš pač v filmu, jaz ne morem, da se ne pijast. In je pač tako prav avtomatsko, jaz ne morem nadzorovati tega. Meni je to tok nekaj najbolj smešnega na tem fucking svetu. No. Pa poznam zelo malo Gorencev v resnici. Ja, res? Moš večkrat na Gorensko prejeti. Res, sam prid pa poklič, bomo šli okrog jezera. Ja, morate mi pokazati par takih likov. Jaz bi res rad videl take ljudi. Imam idealnega kandidata za to, Šenčurja, moj prijatelj Jure, ki je tudi v filmu noter, tisti barmen, ko pridejo v lokal in ko reče, kako naroči kambučo, pa ima da 2 pira. Če rabaš malo mesa suhega, kislo repo, kislo zele, sam reč greva do njega, mislim, da boš mogel tam prespati na koncu. Na zadnje, ko sem jaz bil pri njemu, je bilo kradivje. No. No, okay. No, to pa te. Pa tak lik je. No. Aha, okay. To pa je to hollywoodsko zaodrje, to me tudi zanima. Ja. Ampak ja, Šenčursko zaodrje. Jaz si definitivno predstavljam, da ko je
ko je Luka gledal film, oziroma ko ste snimali film, so vsi v tebi videli Elle Fanning, tako kot smo mi danes videli. Ker se mi zdi, da tukaj v tem filmu, kar se pa res izkaže, Igor je omenjal igralce, tukaj ne moramo mimo super igre. Dobro, zdaj niso vsi ti mulci fenomenalni, tudi nekateri potem razno, ki Joe je še igral neki, ostali večinoma niso. Ampak najbolj pa je seveda Elle Fanning tle pokazala pač svoj blazno razkošen, neverjeten talent. In tam, ko ona odigra, mislim, da tudi ne samo otroci, tudi mi gledamo pač za neverjetno, ker ona je bila tle stara, zdaj sem pa pozabil, ker sem si nekje zapisal. 14 ali 13 let tle nekje. Ne? In to ona zgleda kot da z drugega filma, ne čist. Kot da je z vesolja. Kot da je zombi. Okay. Prvič je bilo še smešno. To sem hotel reči, ja, pa hkrati, če se vrnem nazaj, če se navežem, ker smo nekaj tudi omenjali, ne to, kako Abrams dela, ampak se mi zdi, da tudi ta film je z 11, ne? A humor je pa zelo tak marvelovski v tem smislu, ravno da ne pusti čustev, da se razvija, ampak takoj da neko foro. Že takoj na sedmini imamo te otroke, ki so takoj, a si probo to, ne vem kaj jejo, nekaj. Zvitke s puranom. Ja, neki s puranom, karkoli. Ful je dobro in pol pač v nje, pa res je dobro. Skratka, takoj razbijajo to neko tenzijo z humorjem. Ne? Kar pač ne deluje tudi vedno tako dobro. Kot pri Marvelu, to ne deluje skoraj nikoli dobro. Ja. Pač vse pade v to službo, ne pohitritve nekih zadev, pa da tudi, da se nima gledalec mogoče časa vprašati, se moramo res ne ukvarjati s smrtjo nesrečo, zakaj je za bistvo one številke dol snel, zakaj je bistvo fotor meče enega, drugega ven, pa tako naprej. Tako da se pri Marvelu je to čisto, s tem, da tam mogoče še bolj neumno kot tlele, ne, ker pač sred akcije, kjer se zobi letijo, pa se super ljudje točejo, ne, so pa še vmes full creepy joke, pa tako naprej, kar je še en level lower. Ne, meni je še bolj zanimivo, koliko on po mojem nevede ima enih političnih sporočil not. Prva scena, ki tiste številke, in piše ime železarne in worker owned. Ti da povedati, to ni korporacija, da pač zato je problem za safety. Anti-Reganovsko pa to. To, pro-Reganovsko. Ker če je worker owned in imajo nesrečo, so delavci sami. Hkrati pa tudi potem, ko rečejo vojska evakuacija. Mislim, zdaj, kar je bil ta film posnet pa do danes, so v Ameriki imeli ogromno naravnih nesreč, ker pač global warming in evakuacije ne potekajo tak. Tu pa je bilo, evakuirati moramo, pa kar pustili hišo, pa šli tukaj na avtobus, pa se tudi pelali. Čist pokaže en ta docile nation, kar pa mislim, da je še do neke mere povezano z 9/11, ki se je dosti bolj upoštevalo, kaj pač država reče. Ampak spet mislim, da je to nezavedno not vključeno. Po moje tudi tako, ker so pač v 80-ih vsi plesali robote. Spet primer tega, ko je joke uniči res. Se strinjam. Ampak tukaj je dost je tudi stvari, o katerih absolutno moramo govoriti. In ena od njih je, zdaj ko smo vsi gledali tale film drugič, res je neverjetno, koliko je to podobno Stranger Things. Oziroma, seveda, da se razumemo, koliko so Stranger Things podobni temu filmu, ne obratno. Ne? Se lahko še obrneš, koliko v bistvu se to oboje napaja na tej nostalgiji, ki jo je bolj ali manj Abrams pomagal spostaviti, zdaj pa ta revival 80-ih. Se zgolj manjka še en shopping mall, pa synthwave, pa si čist nota. Tako da v bistvu oboje se tukaj čist napaja. Mislim pa, da Abrams je zelo močen s tem filmom tudi močno zakoličil vso to nostalgijo, ki se dogaja še vedno do 80-ih. Stranger Things pa itak. Tudi ta monster dizajn je malo tam, tako se zelo spogledujeta. Sam zakaj recimo raven 80? A še tako zmišljaš, ta film je bil 2011, to je 10 let nazaj, in zdaj imamo Stranger Things, ki ga gledajo pač tudi mladi, ki so stari, 10 do 15, zakaj? Sem razmišljal, zakaj jih to toliko vleče v... Jaz mislim, da ta generacija teh režiserjev ali pa avtorjev, ki so po mojem vsi zrasli na teh 80s blockbusterih. Mislim, Abrams predvsem Vojno zvezd,
če mu to vzameš stran, on v bistvu zelo majhen avtor. Tako publikum, mislim, gledalca, veš, zakaj bo zdaj otrokom zanimivo gledati 80 in ta ansambl likov, ki skupnimi močmi Captain Planet varianta premagajo potem Vekno, recimo v primeru Stranger Thingsa. A bojo te otroci potem delali neko, ko bojo odrastali in bojo režiserja, bojo delali to nostalgijo iz 90-ih, iz 2000-ih, recimo. A smo imeli v 90-ih filme? V 80-ih je bilo full stvari na 50, recimo Back to the Future, gre v 50. Ogromno stvari je bilo točno 30 let nazaj. Tudi, kaj mislim, da leta 90 ali 89 je Dirty Dancing, ki ima tisto nostalgijo na zgodnja 60. Vedno je glih so režiserji toliko stari, da delajo stvari, ki so jih se spominjali v mladosti. Tudi v 90-ih je bila glasba iz 60-ih ful vplivna, ko so vsi tripali na, ne vem, Cepeline pa Dorse pa tak dalje. Mislim, da je tudi kako pomislim, pomemben faktor tukaj je tehnologija, recimo, ker 80 je lih ta korak, ki se je naredil s PC, z računalniki in vse nekako VHS, beta, veš, nekako se vse to zaganjali in so se delali te neki poskusi, ki je še vse tako nekako mistično, zdaj če prideš v 2000, pa bi delal nek ta ensemble cast, ki mulci rešujejo nekaj, bi teži to mogoče zavil v to tančico skrivnosti. Mislim, da bojo režiserji kasneje to uspeli. Ne vem, mogoče bo nek rom-com, ki se bo odvijal prek MySpace ali pa kaj podobnega kdaj. Pa ne, mislim, v metaversu. Rečemo Euforija, naprimer, meni zelo sodoben izdelek, ne, veš, ki ful nagovarja sodobno generacijo za sodobnimi sredstvi. Ne. Pa ima tudi celo nagovor predvsem s filmskim medijem, tako na starejšo generacijo. Samo mogoče pa, ne vem, lahko pa rečeš tu, zakaj je mlajšim zdaj trenutno zanimiv ta 80s revival, je kao hkrati je cool starejšim ali pa milenicom, hkrati je pa tudi kao post 9/11 pa post finančna kriza nekaj, kar se ne obada z resničnostjo tega, veš, kao je malo eskapistična scena, ne? Ker 80s so vseeno imeli tudi post 70. kriza, ne, ta eskapizem noter inštaliran, ne? Vse tako se meni zdi, no, v bistvu, da vse je imel politične nastavke, ne, Reaganovstvo, pa hladna vojna, pa pohlep, pa ambicija, pa tako naprej. Ampak ima pa tu potem tudi te sodobne, ta revival ima pa potem tudi neke sodobne twiste na vso to foro. Se mi zdi, da tu je nek privlak. Ne. Pa Sintiče, seveda. Ja, čeprav je vedno, ko govorimo o nostalgiji, zelo važno povedati, da nostalgija je vedno konstruirana. Ne. Nostalgija nikoli, mislim, vedno gre tu za nek konstrukt, ker tukaj marsičesa ne vidimo, oziroma stvari so nam smešne, če tudi ruska invazija zdaj v današnjih časih ni več tako smešna, kot je bila še 10 let recimo nazaj, ne? Ampak vseeno tukaj gre za to, da Abrams skratka, kako on zbuja to nostalgijo, kako on gledi 80-ta preko drugih filmov, ne? Preko več čas te konversacije z drugimi filmi. Vsi smo gledali kot mulci, ne vem, Gunije. Jaz upam, da ste vsi gledali Gunije. Guniji so nekaj najboljšega, kar je kadarkoli kdo človeštvo ustvarilo, poleg piramid, po mojem. Skratka, Guniji, ok, Stand by Me je to, kar Igor rekel, ne, se dogaja v 50-ih, posneto v 80-ih. E.T. Vesoljček je tudi ena taka mladinska klasika. Predvsem jaz bi rekel, da danes je tudi to, kar je Stranger Things prineslo, en tak uspešen spet model mladostnikov v zgodbi dejansko skoraj odraslih, ne? In pa s nekim soočenjem z odraslim svetom. Takih filmov, takih serij zdaj nekaj časa tudi ni bilo ali pa niso bila toliko uspešna. Ne? Stranger Things je pa tudi ta žanr sam obudil, ne? In je jasno, da se žanr kot žanr potem obudi tudi tako, da se ti navezuješ na neke stvari. Ne? Ja, samo dosta vzorov tamle. Mislim, da če bi 90-te, ki si umenil, mislim, kaj pa imaš v 90-ih France pa Sex in the City. To v bistvu mlajše niti ne nagovarja, toliko v bistvu kvečemo se sprašujemo, okay, pa kako plačuje on flat tam, veš? Mislim, da to je prvo vprašanje, ki te je ena serija iz 90-ih, ki je med mladimi popularna, in sicer Frasier, zato ker menijo, da ima podcast. Se mi zdi tudi, če na hitro še malo primerjamo sam Super 8 pa Stranger Things, meni osebno se zdi, da so v Stranger Thingsu
otroci še malo bolj zreli in odporni na določene zadeve, ker še bolj not zabredejo. Da se na koncu sprašujem, a to sploh so zares otroci na koncu, ker brez strahu grejo na vse avanture. Razumem, da tam leži ta zabava, ampak kaj bo pa z naslednjim filmom, z naslednjo tako serijo? To imaš tudi, ne vem, Peter Pan, ne nazadnje, ne? Grejo vsi otroci brez strahu s Petrom Panom na pustolovščino in to, ne? Ne, pa se če popolnoma fikcija, veš, mislim, to je res, vse te travme, ki jih oni da že skozi že L krvavi skozi nos, ne bi oni, ker po moje, vse ta prav otrok ne bi tako odreagiral, cool. Dobro, čeprav meni, kot sem že mi to med filmom rekel, najbolj nerealističen del, ko tisto prvo jutro po nesreči pride Joel, oziroma Joe k temu frendu in sta oba umita čista. Noben 11 ali 12 let se ne bo s čistim. It's entertainment. Oprostimo. Ne, pa Stranger Things se mi zdi, da res, to je takšen pastiš 80-ih. Mislim, sej L je E.T. bolj ali manj, zamenjana zadeva. S tem, da tam je pač še res dal shopping mall noter. Se pravim, Stranger Things nuca samo še freeze frame na koncu. Po ultimativni. Ja, hkrati je pa Abrams dejansko naredil nekaj, kar danes pravzaprav živimo. Ne? On je naredil Piflar je cool. Ne? Pred vseh teh filmih vsi so bili to mulci, ki so bili ponovadi izločeni iz družbe, zasmehovani, tudi pri IT in tako naprej. Ampak tukaj res gremo v to že skoraj da malo geekovsko kulturo, on dela modelčke, ne? To bo seveda zdaj potem zamenjati, bo to karte, fantasy, ne vem kaj, ampak on je naredil ne piflarje, ampak to geeke cool, ne? In tukaj zdaj imamo pač to, kar zdaj gledamo tle noter, je pač rojstvo te piflarske kulture in zdaj imamo ultimativnega piflarja, ki je J.J. Abrams, ki pač zdaj lahko dela Star Treke, lahko dela Star Wars, ne vse obuja, iz vsega dela eksplodirajoče se spektakle. In se mi zdi tudi to ena zelo pomembna prelomnica v zgodovini pravzaprav filma. Kako naenkrat geeki in geekovstvo postane cool. Še, ne vem, v mojih letih smo skrivali, da ne vem, se igramo s kartami ali pa ne vem kaj z modelčki. Ne? Kaj ti se z modelčki igraš? Tako reče svojemu. Ne, veš kaj? Dej, kaj jaz ne znam na to nadaljevati, dej ti mi. V drugih novicah. Si Gun se omenil. Ja, Gun je. Če tam primerjaš geeka, Data, če tam primerjaš v Gunisih geeka Data, kako je on potretiran, tam je zgolj komičen moment. Pač, da ima ful nekih ta inspektor gadgete, kakorkoli. Da ima, ne vem, tiste neka usteca, pa kao, vedno je samo na komedijo butnene. Tle sicer je komedija, ampak tle so v bistvu oni resni avtori. Imajo svoje probleme, pa svoje izkušnje, pa svoje težnje, levo, desno, ampak tako, ni pa per se komično. To se mi zdi glavna razlika. Kako so jih portretirali kot geek je, ampak je resen. Veš, kao resno ga moramo jemati, tam pa je v bistvu res zgolj za pač ozadje komično ali pa za tisti hiter neki punchline uporabljen. Production value. Najpomembnejša stvar. Ja, se strinjam isto, da liki sami sebe doživljajo bolj resno, ne kot neki gimik, ampak imajo svojo funkcijo in resno pristopajo k temu. Že tako se mi je zdelo, da do vseh teh zadevah, ki so ansambl, najstniški kast, ki nekaj dela, pa že poletje v školki recimo, so otroci bolj zreli kot odrasli v tem pogledu, kar se mi zdi dobro za otroke, ki to gledajo zares, da jih ne podcenjujemo vedno, ker so tudi oni pač osebe s čustvi in z mislimi in tako naprej. Ja, pa krati gre za neko odraščanje, za neko upor avtoritetam. Tle se oni uprejo, on se upre fotor, ki je policaj, šerifov namestnik, pač ultimativna avtoriteta v tem majhnem mestecu. Potem se uprejo vojski, ki pride in hoče pač spostaviti nek red na tem območju. Skratka, imamo ves čas tudi to neko odraščanje, pa krati so zelo
tudi to mogoče današnjim staršem je to zelo čuden film, ker otroci ob vseh urah dneva pač bežijo doma in se vozijo z bicikli, bog ve kje. Tako smo živeli tudi mi še. Ampak ja, in kaže, da imajo otroci neko avtonomijo, neko svobodo v tem lifeu, pač lahko delajo, lahko grejo nekam, lahko počnejo neki svojim lifeom in lahko pač postanejo preko tega neki zreli, odrasli, bomo temu rekli. No, dobro. Pa tudi travme premagujejo recimo zunaj, ne samo, da jih tlačijo dol. Ne? Je kar navdihujoč, bi rekel. Ja. Čeprav ena stvar pa je zanimiva, da v bistvu če primerjaš za 80-imi, predvsem Hughesove filme, ki je v bistvu naredil ta nek teen žanr, teen komedija, pa koliko je v bistvu tam subkultur različnih. Tle pa v bistvu samo še geekovska subkultura, oziroma je to edina stvar, ki še nekako ostane. V bistvu, kot da je se nekako ta... Jedno, samo tukaj je fokus na 4-5 ljudeh. Vse imaš še potem onga stonerja, ki pa sestra hodi na neke žure in disko posluša. Samo pač drugi liki niso pomembni razen njih. Ne, nasploh širše bi rekel, veš kao, da nasploh v tem 80s revivalu, ta 80s revival je pozabil na subkulture, ki so pač obstajale, zdaj pač jih nimamo več. Stranger Things vseeno imaš. Kjer, kaj? Imaš Metalca na zadnje. Samo res, Metallica. Edi, točno. Ja, pa on ima... Here we go. Okay, I stand corrected. Ja, ne, Stranger Things absolutno niso pozabili na subkulture, so prisotne, ampak ja, tukaj not je pa toliko zgoščeno, da verjetno tega ni razen pač ta stoner lik, ki pa je tukaj pač komični element. Ne? In kjer pokaže, kako mi piflari, ki pač nismo bili nikoli cool in nismo kadili trave, pač kako sovražimo, preziramo vse te zgubljence, iz katerih nikoli ne bo nič, mi bomo pa zrasli v nasine inženirje ali ne vem kva. Sam je zanimivo to, kar si prej rekel, Mito, da recimo pri Gooniesku je bil ta piflar komični moment, je pa recimo pri Super 8 je pa ravno sestra, ki je med folkom v šoli in ta stoner, sta pa ona dva ta komični element. Da... No dobro, ni glih cool, ker mama ne pusti ven s temi hlačami. Ja, ne more biti ona cool. misel, da je Ne, imela to, kar si subkulture, pa to meno ena serija je bila, ki je malo starejša, ta film Freaks and Geeks. James Franco je igral, pa Seth Rogen, točno njegova prva vloga. No in tam je zelo, tudi dogaja se leta 80, tudi so zelo različne subkulture in mislim, da je po mojem vseeno kar vplivalo tudi na ta film. Kar se je takrat dogajalo, čeprav tista serija je bila dost spregledana, razen tega, da je pač vsi, ki so igrali not, so bolj postali zvezdniki. Cancel po 2 sezonah. Ja. Mislim, meni že zdaj skrbi, ko pogledam ta male, manjka mi subkultur, tako, veš, ki so metalci, ki so raveri, ki so mislim, vsi so v trenerkah na skirojih, tako, pa ne veš, gre na trening, gre v šolo ali kaj, tako da pogrešam emote, kje so emoti pismo. Dobro, za emote vemo, kje so, ampak mogoče, ja, absolutno manjkajo subkulture, danes pač vsi poslušajo korejski pop. Kako se bo to odražalo pol, a veš, na serijah in filmih, ker kaj ne vem, kje so te kontrasti pa konflikti pol med tem skupinama. En ljubših slovenskih filmov je Outsider, ki je pač bil konflikt med skini pa med punksi. Kje je danes ta konflikt, res. Med unimi, ki poslušajo Blackpink, pa unimi, ki poslušajo unite druge. Kaj so unite druge? White Pink. Ki poslušajo Chris Browna, pa drugi Karijana poslušajo. Zdaj sem še kaj krega, nosiš Adidas ali Nike, ali ne vem, nimam pojma. No, skratka, da ne zaidemo preveč. Da ne bomo moralizirali. Sem hotel reči to, seveda zdaj mladinske, žanrsko smo omenili, kaj vse se pač na katere se na mladinske, na katere se nanaša, potem je tudi seveda cela tradicija grozljivk, na katere ta film apelira. Dobro, zdaj Carpenter je, oziroma Romero je tisti, ki je mal nakazan v tem The Case primeru, ki ga otroci snemajo, ampak večinoma je tukaj Carpenter pa tudi Stephen King in ta neka vpliv tega megle, recimo, jaz sem še omenil seveda Moža zvezde, ker imamo točno to, da zelo neprizanesljiva, nasilna vojska lovi nezemljana, ki je na prvi pogled nevaren tujec, ampak se izkaže za pozitivnega, tako kot E.T. seveda in tako kot vse. Tukaj je
Pa sicer meni je zanimivo, ker pač pri Abramsu, oziroma pri tem filmu, pa to ni, mislim, seveda on je bil nek nezemljan, ki je trčil na zemljo in mu je pač ta njegova vesoljska ladja iz Lego kock razpadla in je mora popraviti, ampak ni čist 100% pozitiven lik več, ne? Mislim, ni samo zdaj on ranjen in iz te ranjenosti žre ljudi, ne? In tudi hoče seveda pojesti Alice, in ravno mu jo odloži tako prijazno od njega, da on pa lahko reši. V bistvu tudi on bi rabo terapijo. Se po moje tako hitro šel več gor, ali pa je nabiral, veste, ta cajt ni bilo toliko šlo zato, da ni mogel popraviti ladje, ampak je nabiral cash, zato da plača si psihoterapeuta. Skratka, tudi to in tu je, zdaj pač pridemo to, da mogoče v preteklosti, ok, se je tudi stand-by, ima neke odrasle teme, pa tako, ampak nimaš nikoli občutka, da so otroci res v neki resni nevarnosti. No? V Itmaš. Ok, v Itmaš. So v resni nevarnosti pred Marsičem, tudi pred orgijo. Ja. Ampak, v Gunijih pa nimaš, pri Gunijih recimo nimaš. Tam je, dobro, je pa žanrsko tudi drugačen. Tam je postolovka, It je grozljivka. Če v grozljivki nimaš občutka ogroženosti, ni grozljivka. Ampak tu noter tudi jaz na nobeni točki pri Abramsu nikoli nisem imel občutka. Mislim, tečejo sporedno s klinčevo železniško nesrečo, ki ne more laufati, ne vem, levo, še psi, ki so laufali od pač središča, so šli na vse strani, lepo pokaže po zemljevidu. Oni pa laufajo sporedno z železniško nesrečo, mislim. How stupid can you get? Zelo filmsko. A je to zgodba, a se sprašuješ, ker gledaš film, a bo z otroci vse v redu ali ne? Ne. Ali je zgodba to, da gledaš, a bo njemu uspel iti z planeta Zemlje in nazaj domov temu? Ne, zgodba je, ali bo dovolj dober production value posnel. Ne, ampak tam, ko pokaže kri, tam, ko pokaže kri, misliš, da se je nekomu zgodilo, ampak misliš, da je kri od šoferja najprej, ne da je kri od Eli, ki je sicer ni, ampak ti je jasno, da se bo zadnji pojavil. Še ta prizor na koncu, ko pridejo ta njegov brlog od spodaj, ki je zgradil iz V8 motorjev neko, ne vem, elektromagnet ali kaj, so zelo lepo plasirali tam še šerifa in tisto gospo z navijalkam. Tako, ki jo samo slišimo enkrat omenjeno. Samo zato, da ta pošast lahko potem njih poje in da otroci preživijo. In tako veš nekako, da bo z njimi vse v redu, zanimate za vse ostale, recimo, in če bo tej pošasti oziroma pošasti vesolcu uspel uiti, preden ga vojska nekako spet nazaj sprav, ker pa tudi veš zares, da mu bo, če ne. Ne bi bil film, bi bila serija. Jaz mislim, da je to prav Spielbergovsko pravilo. Otrokom se ne sme v defaultu nič zgoditi, da pač tukaj tega pravila pač ne moreš prekršiti. Mislim, da Abrams sicer prekrši, da ko je želel poseči po IT-ju, da pač v pošasti zgrešil, ker pač ko pošast res postane tako pošastna, ne moreš več doseči te nedolžnosti, ki jo imaš tam. Ampak film niti enkrat ne da malo sluti, da se komu kaj hudega zgodi. Še tista nezgoda onega, ki bruha, ki mu res kost ven pogleda, ne vidiš tega, pa še hitro s komedijo zakrito in greš že naprej od tega. Maksimalno, kaj je ena praska. To je to. To je maksimalno, kaj se lahko zgodi v Spielbergovskem filmu. Tako, kot on pove, da ima samo eno prasko. Pa še v to v OFO ne vidiš, imajo take, tisti, posebej to s kostjo se mi je zdelo zelo blazno smešno, nekaj, on reče, kaj se dereš, niti dotakne se ga, še nisem, dere se, kaj mu kost ven tiči, a ti se ne, mislim, valjda se dere, daj mi mir. Skratka, tudi, a veš, mislim, ta prizor v brlogu, vidiš najprej pošast, ki ima v rok nogo, kar je res horror element. Pol pa vidiš Alice/L v ozadju, ampak niti za trenutek ne pomisliš, da se bo nekaj zgodilo. Mislim, tako da to film zelo dobro nastavi in tega res ne more prekršiti. Tako da toliko senzibilen pa je Abrams, da šteka tega pa res ne smeš. Tako da ampak to je Spielberg. Zanimivo je, ker navijaš v bistvu za tega vesolca, čeprav vidiš, da nogo, da visi, ampak smo ljudje toliko zlobni in toliko se radi sovražimo sami sebe, da si tako, da je požrina sam, be free, odidi na svoj planet in bodi svobodan. Zato se mi zdi uspešen ta en miniaturni element, ki so mu dal noter,
tudi ta prizor bi on lahko hitro pospravil, ne, ko ga drži Joea v roka, ali taci, whatever, pač to je. Zelo King Kongovsko. Ja, ampak v bistvu si pa vzame ravno dovolj časa, da mu te neke koprene odpre, da vidiš te oči in ga ravno dovolj humanizira, ne, da v bistvu pa na koncu čist malo navija za njega. Se še pori do pol mesta, ampak ajde čas. Sam še prej bi mogel začeti, pa mi žikati. Ja, še to je. Kakšna vesolska solzica. V resnici pa je, ne vem, pobegli množični morilec. Če gledaš, če bi dal sam ta prizor ven, kad tista noga visinka jo je, bi bilo precej drugače, zato ker premisliš, da samo ta vojaki so ga mučali, že veš, oni si zaslužijo smrt, ubiga. Ker mi je vedno tako weird, da si želiš, da nekoga ubije nekdo, ki gledaš film, druga zgodba, ampak potem pa, ko vidiš, da je človeka, tisti je pa že tako, mislim, da je bolj še z zvočnimi efekti malo, da se sliši, kako to je in še ta dodaten in je tako, klej pa ne vem, kako ga bomo zdaj upravičali nazaj. Z učkam. Dobro, mogoče je bila pa sem noga, no. Ja, lej, mogoče pa rabu del za svojo elektromagnete. Nekdo nam pedale vrti. Pa muska, glasba v filmu je bila tudi zelo tako 80s revival, če smo že pri tem tako prav. Ja, predvsej tako zelo je Williamsko. Zelo, kar je pa Salman v bistvu. Ja, malo ga delati bolj brezčasnega, ne. Veš, če bi zdaj res synthwave tle noter vrgo, ne bi delali tako dobro, ne. Pa kaj že ti poslušal na Pumpi? Blondi, ja, tako prav, klasika, Heart of Glass, točno. Ja, čeprav tudi to moram reči, da jaz sem imel Walkman, pa ne vem, če je bil ker tok na glas, da nisem slišal, kako nekdo, ne vem, koliko je tikst avto. Dobro, no, ampak si gledal Terminator 1. Ja, dobro. To pač od Terminatorja 1 dalje mora biti notno. Če je malo horora, nekdo, ki ima Walkman, se bo proč obrnil zadaj. Ste imel nek hand-me-down Walkman z šok baterijama. Na originalen mu je bil nek gumb super loud, veš. Ja, 11, veš. Mega bass pa si dal se. Ja, točno. Tak en gumbek, veš. Ja. Zdaj se smejijo si 40-50 letnikov. Mulci pa ne ve, o čem se pogovarjamo, že 3 minute. Walkman. Na Spotify imaš to. Ja, musko smo mogoče do zdaj malo pozabili omeniti. Muska je seveda, ja, spet 80-ta valjda. Kaj smo še pozabili omeniti? Jaz mislim, da ni 80, pač Spielbergovsko je. Jaz dejansko mislim, da je to... Ja, nujna je za ta žanr, za ta Spielbergovski moment, kao on je to dober izkoristil, seveda v sodelovanju z Williamsom, kljub temu, da mu ne doseže do gležnjev. Je cool, seveda, da je cool. Ampak, naprimer, E.T.-ja jaz osebno ne morem niti gledati, niti poslušati, ker me tako izruši, ker je to preveč dober. V bistvu, čustveno je čisto neka druga zgodba. Ne? Tle pa ravno prav, da je ta zanos, da je tiste ravno dovolj, kako ne rečemo, v pravih trenutkih vklopljeno, ampak to pa to, ni pa zdaj presežek. Mislim, komercialni film je dosti bolj. Meni je ravno to všeč, komercialni film, sredi prekinjamo. Mislim, E.T. je tudi komercialni, ful. Ja, ampak je vseeno dosti bolj osebna zgodba. Tudi, če veš pač zgodbo režiserja, kaj ta E.T. simbolizira. To bom rekel, da je osebna zgodba, pa komercialna, samo da pač Abrams štorast. Pač bolj štorast, no, veš. E.T. je bil en najbolj dobičkonosnih filmov ever. Še mislim, da zdaj kotira, ne vem, tam pri 2 milijardah skoraj da blizu, no. Tako da vse te iste nastavke pač si Abrams tam sposodil, samo pač mislim, da res ne zna tako dobro operirati s tem, no, veš, da ve, kaj more biti, Q music, Q kamera, Q vse ono levo desno, samo da pač ni glih malo zmanjka. Ja. To se mi zdi. No. Ja, ni Spielberg. Ja, kljub temu, da pač vem iz intervjujev, da pač Spielberg je bil producent, pa tudi klicali so ga, da pač prid, kaj bi pa ti tle naredil, ne? Pa da je svetoval, tako da na pol bi mogel že imeti ene kredice kot sorežiser tukaj zraven. Se zahvaliti je tudi Matt Reeves noter, pa mislim, da še en Krasinski, no, ki so tudi, mislim, da je režiser, ne, da so pomagali, ne, nekako manevrirati ene določene zadeve, ampak ja, tako z napol. Ja, se, mislim, pošast zgleda isto, kot v Reevesovem Cloverfieldu, tako da ja.
Tudi to je, ja, taka. Nekatere stvari so si zelo podobne, plus to, da recimo tukaj v Super 8, to pa se mi zdi vseeno, da je Abrams dobro naredil, recimo, da pošasti ne vidiš tam do avtobusa, jo malo bolj vidiš, prav pa itak šele v tej jami noter, ne, šele tam. IT-ja vidiš šele pri 40 minuti natančno in to je čist copy-paste tega. Okay. Ne, tukaj še kasneje vidiš. Še kasneje v bistvu, Ja, ta film je vseeno 2 uri, no, tako da. Hiter je minil, to je ta entertainment. Ja, zelo hiter mine. Drugače pa je hotel sem še mogoče to je sicer Igor zapisal v naš scenarij oziroma že v članek, da je, meni se zdi zelo zanimivo, da je pač Spielberg, ki je seveda Abramsov vzornik, njegov mentor, on vas se skupaj z Mattom Reevesom v najstniških letih celo bila njegova pripravnika in sta presnela njegove filme, osebne filme z formata Super 8 na sodobnejše, trajnejše medije, kar domnevam, da je bil tam VHS ali kaj. Ne, 12, kaj to že? Blu-ray. Ne, že prej sta to počela. Že prej, ja, to sta že prej počela. Tako da tudi že sam ta Super 8, mislim, zakaj daš filmu naslov Super 8, zakaj ne The Thing That Came From Outer Space? Ja, ker ima ta nostalgična zanosa. Ne? Mislim, meni je žal, ker sem jo danes pozabil doma, ker imam Super 8, Super 8 kamero, in je tak, objekt ima nek čar, veš, film še eno dela, ima ta zvok, mislim, vse tam sprožilci so na mesto, da ti v bistvu kot starejšemu gledalcu mogoče sproža nekaj. Ne? Potem seveda na koncu, ko vidiš to estetiko, ne, tam malo spominja, pa tudi mislim, da tisti čas 2011, 2012, če se spomnih mojih prvih Android telefonov, tisti api so bili eni določeni, ki se lahko malo simulirajo neke fore. Mislim, da so bili tisti čas bili tudi popularni tile api, da si malo pokvaril, da si pokvaril svojo sliko ali kakorkoli bi temu rekel. No. Jaz sem pa mislil, da je Super 8 naslov filma, zato ker oni na svojo kamero, ki je Super 8, posnamejo pošast. Tudi, ja, tudi. Nekako sem si zelo poenostavil zadeve. Ja, najbrž je tudi to, ampak vseeno se mi zdi tak nenavaden naslov. Mislim, nenavaden poanta je ravno to, kar je Mito rekel, pač v nostalgiji. Jaz mislim, da že ti z naslovom poveš, to je pač predmet, vsi vemo, ta predmet sodi v točno določen čas in da je tukaj noter pač. Ja, pa tako pripravljeno je v bistvu za celotno izhodišče koncepta, pač mulci bojo snemali sem na Super 8, zato ker 16mm film je še danes pregrešno drag, kaj šele kamere, ne, v bistvu, da bi za en tam mal preleto z Bolexom, ki stane mislim, danes stane 3 urje, takrat je še več stalo, ne, to ni izvedljivo, no, da bi bilo tako prepričljivo. Takrat so pa vsi imeli to. Če bi zavidel po mojem Super 8 naslov filma, mislim, da so Eternals 2 ali neki. Ja, Avengers. Super 8. Ja. Je po tej analogiji, ker vi ste uporabljali fotoaparat, torej bi bil fotoaparat Lumix. Ja. Lumix. Mi bi pa mogli dati naslov filma Ninja, do snemalnik za fotoaparat. Ja, Atmos. Ja, Atmos Ninja. Ampak pol bi po mojem še več ljudi prišlo gledati. Kaj to noč so ne klofajo? Kje so Ninja? No, super. A je še kdo hotel kaj Super 8 takega povedati? Smo še kaj pozabili? Jaz mislim, da ne. Če je slučajno kdo od vas misli, da smo kaj pozabili, lahko po snemanju seveda dvigne roko in kaj vpraša oziroma kaj komentira. Drugače pa je to. Dejan, ti boš seveda zdaj nam povedal, kaj pripravljaš, s čim se zdaj kaj ukvarjaš, kaj počneš, kaj pripravljaš, a bomo lahko kaj gledali v bližnji bodočnosti tvojega, bodisi producentskega, scenarističnega, igralskega. Ali počivaš zdaj na lovorikah in tako in šteješ, kaj so že zlati koluti ali kaj že? Zlate role, pardon. Ne vem, koliko jih je 12, pa žaromet, pa par stvari. Jaz sem že stopil pred kamero samo zaradi tega, ker ko smo mi to začeli delati v svojih konklavah na Gorenskem, se nam je zdela Ljubljana in ta svet akademije predvsej oddaljen, ker tudi starši so bili zelo, kakšna akademija, pač medicina, farmacija, elektrotehnika, pravo. Kot pravi dec. Tako, nekaj takega moraš iti in sem nažalost šel v elektrotehniko, ker sem spoznal pač saj to, kako kamera dela, če ne drugega.
In mene je vedno bolj zanimalo stvari, ki so za kamero, pač ustvarjati zgodbe, ampak dejansko ni bilo ljudi za pred kamero in smo pač šli sami in nekako je šlo čez, da dejansko sem rad za kamero, rajši, no, se mi tudi fajn biti na kameri, pa še ta pozornost in kaj. Skozi manj sicer, vedno manj. Zelo skromen govorec. Vedno manj. A je torej bila odločitev tudi malo podobna kot pri Raimiju, kjer so Brucea Campbella izbrali zato, ker je bil puncem najbolj všeč? Pri meni mislim, da to ni bilo. Tako da zaenkrat, kar se filmov tiče, recimo, če specifično pri Hosterju, težko vidim, da bi še kaj povedal v tem vesolju Hosterjev. Kaj pa spin-off? Ja, direktor. Mislim, pred nadaljevanje. Moje mokre sanje so, da bi še vedno nekako, da bi imeli komično serijo, tako bolj sodobno s Hosterji, ali pa tudi mogoče kaj v tem smislu, nekaj na frekvencah Ted Lasso, če tako rečem, brez left tracka, kaj tazga. Ampak mislim, da to je zdaj bo težko izvedljivo, ker mislim, da smo res izčrpali nekako. Tako da jaz osebno delam tudi na Propusu kot urednik fikcije, ker delam večinoma serije. Bi celo rekel, da sem mogoče bolj otrok televizije, ki je bila moja varuška, kot otrok filma, ker je bilo več serij takrat na televiziji. In me sploh zdaj, ko smo doživeli renesanso serij, ki je zelo filmski pristop, tudi v Sloveniji smo zadnje par let zelo veliko sproducirali nekih vsebin, od dnevnih serij do RTV super probavov, krimiče, mi imamo tudi neki Žerjavci, Odrejene svetek, knjigo Rdeča kapica, s tem to zdaj razvijamo naprej. Delali smo Gospoda profesorja, ki so sicer adaptacije, ampak žal je Slovenija še tako, bi rekel, zelo smo še na začetku izkušenosti, kar se serij tiče, ker za nas na Papu je to zdaj 5. sezona oziroma 5. serija, ki jo delamo, se pravi v roku nekih 6 let, šele resno to delamo, in da pridemo na nek nivo z vsemi sektorji, z vsemi ustvarjalci, to govorimo od šarferjev do režiserjev, sploh scenaristov, ki jih res primanjkuje, do igralcev sploh, ker vemo si, na AGRFT je kaj na leto diplomira 12-13, od tega jih pol hoče biti v gledališču, pa imaš pač 6 igralcev na leto, pa recimo, da imaš 3 fante pa 3 punce, pa so stari dosti mladi, ti pa rabiš igralce stare 20, 30, 40, 50. Skratka, s temi težavami se pač ubadamo. Je pa spodbudna novica za nas, da slovenska publika, kar se tiče na merjenja pač ratinge šere, da vedno najraje gledajo slovenske vsebine, tako da to je ful spodbudna, zelo dobra spodbudna novica. Tako da jaz osebno delam zdaj na parih zadevah, ker ne morem govoriti, če je kaj, ampak definitivno pripravljamo za novo dnevno serijo, super castom, pač to je zelo tak, ko bi rekel, telenovelistični pristop, ampak ne tak, probamo narediti tudi to bolj sodobno nekako. Dokončujemo Gospoda profesorja sezono 2 in najbolj smo se zdaj vrgli v development, to pomeni, da razmišljamo, kaj bomo producirali čez leto 2 in kaj bo na programu čez 3-4 leta, nekaj v tem smislu, ker roko na srce smo ugotovili in itak to vsi vemo, da development treba največ časa razviti sam scenarij, ker če je scenarij dober, se kakšna druga stvar lažje oprosti, plus vsi igralci in vsi lažje pristopijo k temu, tako da mislim, da je čas, da začnemo pač ful dobre stvari delati tudi v Sloveniji, ker če se primerjamo zdaj recimo z državami, s katerimi se lahko mi primerjamo, to je recimo Hrvaška, Bosna, Srbija, Romunija, Slovaška, oni so že precej nekako naprej. Srbija sploh, v Srbiji delajo 45 serij na leto, odlične serije.
Bosanci so zdaj naredili odličen krimič, ki ga Dani Stanović ga režiral, Feđa Štukanut igra Kotlina, vrhunsko, res dober. Hrvati tudi so imeli že par takih orang zadev, Novine in tako naprej. Tako da zdaj smo pa pač mi na vrsti. In na tem delam, s tem se zdaj največ ukvarjam, tako da to pred kamero, tudi zato ne vem, če bo še kaj hostere, pa to nekako me ne vleče več. Edino imam pa željo igrati v enem depresivnem slovenskem filmu, ki je drama, to bi pa res rad. Ne, resen sem. Ja. Že Gazvodo sem prosil, ko je snemal Vzornika, a bi lahko prosil nekaj, pa je imel nekaj zame, sam sem mogel ven rezati, da so dobili na production value. Tako da ne, resno, to bi me zanimalo, drugače sem pa do vrtu v developmentu zgodb, scenarijev, ukvarjam se scenaristiko in z njimi ustvarjamo zgodbe, tako da tukaj sem zdaj najbolj aktiven in to me v bistvu najbolj veseli. No, super, jaz mislim, da govorim za vse, ker pravim, da se mi zelo veselimo kakšnih pač projektov, ko bo dejansko za pogledati, absolutno bi radi videli, pa zelo spodbujamo seveda slovensko produkcijo. Vsi, ki še niste, naštimajte svoje televizorje na 8. januar, mislim, da pride nov Vrenko. Druga sezona, skratka, primerov Inšpektorja Vrenka. Mi smo zelo za slovenske serije in tudi z veseljem bomo kakšno imeli v podcastu, če bo žanrska. Igor, nekaj si ti hotel? Ja, kdaj bo Prohostar 2 na Voju? Mislim, da bo, kako bi jaz to naredil, pustil bi ga še v kinu, še nek poletni rant, kino na odprtem potom. Jaz bi ga pred Vojem dal na televizijo, ker če bo na Voju, bo potem ko na pač Partisu. To so neki pirati. Potem pa gor na Voju, če še malo plaga naredim. Fajn je na Voju, ker se da večino slovenskih filmov zdaj pogledati, smo kar aktivni pri tem, mislim, da še orkester gor od Luzarja. Super. Ne pozabi dihati, ne par teh slovenskih filmov. Plus še filmoteka, mislim, da to bomo objavili 24. do 26. in en kup stvari brezplačno. Kar je super. Ja, še kaj baza slovenskih filmov, ki Leo dela, ima tudi ene par. Nek sem gledal ta sem zameni Sonja, ki je dobila nagrado za evropski šort. Babič, seksualno življenje. To sem pogledal, zelo zanimivo. Tako da super, čim več. Ampak moramo začeti, jaz mislim, da je fajn, da bi začeli delati čim širše in žanrsko, da imamo poleg dram še kakšno komedijo, kakšen dober thriller. Pri filmih govorim zato, da začnemo vzgajati ljudi, pač pa navajati, da tudi kar naredimo v Sloveniji audiovizualnega, da je lahko dobro. V glasbi se to že dogaja s temi novimi bendi, ki prihajajo, tako da smo pa mi na vrsti. No, super. Jaz absolutno čakam na štajerskega zlikovca, ki ne bo smešen. A mora imeti štajerski naglas? Ja, valjda. Ker Vrenko ga nima. Hočem štajerskega zlikovca, ampak ne sme biti smešen. Mora biti tako, da bo njegov štajerski naglas zvenel zlovešče. To bi jaz rad. Mislim, da liki iz Jančarjevih dram. Ja, zvenijo leseno. Zlovešče. To je kar velik problem pri scenarijih. Veš, pa so pa še igralci iz različnih regij in zdaj, kako boš pisal ta scenarij. Če ga pišeš knjižno, se bo slišal pač, ker se morajo naučiti veliko naenkrat in bojo kakšne te besede šle noter. Kaj pa pristop kot Death of Stalin, ki vsak govori s svojim naglasom, karkoli pač je? Mislim, da je to pri nas, da je to rešitev. Vrenko je to. Pri Vrenko je to bilo idealno. Ja, in mislim, da je to korak v pravo smer zares. No, pa sej Maribor je trdilni lovec, tako da tam so vsi na glasi. Zdaj smo že za gospoda profesorja, ki smo iskali dijake, ker imamo 2 razreda, en je z Primorske, en je s tam. Vsaj pač so se preselili v Ljubljano. No, super, se skratka zelo veselimo. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 142. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od A do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili
Dejan, point je v tem, da pošiljaš ljudi v kurac. Krupič. Igor se ne umiva, Harp. Mito, Big Dick Energy, Gegič. BDE. In Aljoša, The Joke Machine, Harlamov. Privatno rečeno. Tole epizodo smo posneli v kinoteki v Ljubljani pred živim občinstvom, ki danes še nikakor ne gre spat. Občinstvo, oglasite se. Hvala vam, brez vas res to ne bi bilo to. In seveda hvala tudi vsem, ki nas zdaj poslušate jutri, oziroma za vas je danes, ampak za nas je to daljna prihodnost. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če ste bili letos res zelo, zelo pridni fanti in dekleta, to je, če ste poslušali vsaj 2/3 letošnjih epizod podcasta Obod do konca, opozarjam, do konca, potem vam bo Božiček, če ste bolj kapitalist, oziroma Dedek Mraz, če ste bolj komunajzer, prinesel nekaj res, res lepega. Če pa ste bili poredni, če ste poslušali manj kot 2/3 epizod našega podcasta ali pa ste preskočili kakšno minuto oziroma obupali pred koncem, potem pa vas moram žal obvestiti, da smo Božičku in Dedku Mrazu predali vse naše podatke o vas poslušalcih in da bo sledila grozljiva kazen. Naslednjič, ko vas bomo prehiteli in posneli epizodo o novem filmu, ki ste ga željno pričakovali, pa ga še niste utegnili pogledati, boste morali epizodo poslušati z vsemi kvarniki še pred odhodom v kino. Mimogrede, ta kazen se v čast našemu zdaj že bivšemu predsedniku imenuje Borut Pahor. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast s K-jem, Obod brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcarje, prikolce, novice, sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, amaterske posnetke železniških nesreč, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 142 epizoda, 5. božični specialc, 12. epizoda živo, na zdravje. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda bo na vrsti že 31. decembra, v njem bomo tradicionalno že tretjič podeljevali tako imenovane obodeke, nagrade za žanrske vsebine za leto 2022. Se slišimo takrat. Hvala vam za vašo pozornost.